Nisem pa še omenil, da sem še po stroki, kaj sem diplomiral iz kjere, sem držal do zadnje minute, prometna hidrotehnična smer. To pomeni, kaj? Povejte. Prometno. Ne? Če smo zdaj že pri tem. Mi smo imeli en izpit strokovni, ki smo ga mogli opraviti, smo delali analize prometa, smo šli na križišče, šteli promet, delali tabele, izračune. Izziv bi bil diploma iz Dravograda, recimo. Ja. Kaj bi naredili v Dravogradu, konkretno povejte? Točno to. Zdaj pa mi povejte, poiskali strokovnjake, da bi napisali elaborat na tem področju, kako bi rešili ta promet. Da vemo, da so največje konice med 7 in 8 uro, pa med 2 in 3 uro se mi zdi, pa še pol popoldne ob 5, recimo. Mi, kar smo naredili, mi smo zmanjšali gostoto prometa. To pomeni, da moraš konico prometa zmanjšati. To pomeni, da ali se promet zmanjša, na kak način, ne vem, vsi ravne, lahko pokličemo s polvodnim zamikom, če je možno proizvodnjo predstaviti, na kak način. To je malo neresen predlog. No. Kaj bi bil pa resen predlog? Resen predlog. Da bojo vsi predstavil proizvodnje. Pač gospoda, pač treba narediti kakšno obvoznico, okoli Drago ali pa bilo kaj. Tako, to me zanima. Obvoznico pa poiskati kakšne rešitve z lokalnimi cestami na obvozi. Tako recimo lahko bi šli smeri ravne, bi šli čez Trbonje pa Sveto Ano za Slovengradec. Na tak način režimo, da bi lahko rešili. Skratka, obvoznica menite, da je del rešitve. Rešitev, točno tako. Gospa Marjeta Podgoršek. Jaz sem pa po poklicu profesorica geografije in zgodovine in vsekakor nisem prometni strokovnjak. In se mi zdi, da ravno pri nas v občini je ravno to velika težava, da delamo marsikaj, pa nismo strokovnjaki. In si res želim, še enkrat bom poudarila strateškega razvojnega načrta z novim prostorskim planom, ki bi nekako predvidel tudi te zadeve, tudi te ceste. Letošnje leto je bilo pa pač prav posebno leto, to je predvolilno leto in v predvolilnem letu je pač tako. Danes na Facebooku sem prav napisala, da moraš hiši v vrata zapreti, zato da ti asfalt ne položijo. Se opravičujem, da ti asfalt ne položijo v dnevno sobo. Tako da mogoče strategije se piše tudi zelo dolgo in se mi zdi, da ljudje pa potrebujejo rešitve takoj in zdaj. V Dravogradu so bile neznosne kolone, ljudje še vedno čakajo ob konicah, Kotrov most in okoli. Kaj bi bilo treba čim prej narediti? Ob konicah vsekakor se je čakalo prej, tudi se bo čakalo v prihodnosti, čeprav ne pa na tak način kot letos. Letos je bilo izjemno leto in sama se vozim recimo v Črneče, Ljubeliče, kjer so večni zastoji, pa bom rekla, da v nobenem letu nisem naletela na toliko problemov kot pa letos, sem mogla celo iz Črnečiti pol ure prej v službo, da sem prišla pravi čas. To je bilo letos. Drugače pa bom rekla, da na splošno promet bil ob konicah malo večji, nič posebej in ne verjamem, da bi direktor Monterja jamral kaj prejšnja leta, verjetno je bilo to v samem tem letu. Obvoznica je pa vsekakor nujna. Potrebno bo vsekakor tudi spremeniti prometni režim v samem trgu. Sem pa mnenja glede na to, da se bo tretja razvojna os nekako navezala na Holmec, imam občutek, da bo se pa mogoče celo promet v smeri, vsaj iz Avstrije, malo zmanjšal, bo se pa povečal v smeri iz Maribora proti Slovengradcu in Ravnam, pa bo potrebno verjetno razmisliti o krožiščih in pa o odstavnih pasih. Gospod Preksavec, promet. Ja, Dravograd ni samo stičišče 3 dolin, Mislinjske, Dravske, Mežiške, ampak tudi Labotske. Številke, ki ste jih navedli, so res, bom rekel, velike in predstavljajo ogromno težavo v naši občini. Rešitev seveda za ohranitev starega trškega jedra in pa razbremenitev je vsekakor obvoznica. Kot veste, je obvoznica del 3. razvojne osi, pomeni, da se uvršča v prostor z državnim prostorskim načrtom. Ampak se bojim, da bomo tu še kar dolga leta čakali. Zadnje novice, ki sem jih tudi zasledil strani tega koordinacijskega odbora, so, bom rekel, zaskrbljujoče. Časovnica se nam zamika, sicer bi naj šele decembra izvedeli, kakšna bo ta nova časovnica izgradnje 3. razvojne osi, se pravi Slovengradca proti Tiškemu vrhu in naprej proti Prevaljam. Tako da v tem mestnem času je seveda treba pritiskati na državo, ker jaz mislim, da je en izmed večjih problemov v tem
da veliko število tovornih vozil zapušča avtocesto v Avstriji, se pripelje čez Vič in nadaljuje po Dravski dolini proti Šentilju, ker se pač s tem izognejo plačilo te cestnine, ki ni zanemarljiva. In tu bi morala država z nekimi ukrepi, z nekimi omejitvami cestnega prometa. Jaz se spomnim, pred leti je v Radljah bil postavljen znak na mejnem prehodu, ampak po protestu avstrijskega veleposlanika je pač naša država to hitro umaknila, kar jaz mislim, da ni prav. Moramo najprej ščititi sebe, ne da gledamo, bom rekel, na gospodarstvo sosednje države. Res je, da se v Konicah čaka, to so državne ceste, jaz verjamem, da čakajo tudi marsikje drugje, ne samo v Dravogradu. Kar se pa tiče teh dveh gradbišč, to je bila državna investicija, občina pri tem, bom rekel, nima toliko besede, vodi investicijo Direkcija za ceste, mi smo seveda sodelovali, sam sem se osebno zelo močno angažiral, iskal rešitve tudi z, bom rekel, ročnim usmerjanjem prometa, ampak zakaj gospod Beksajac, pri nas gradbinci nikoli ne delajo po noči? Vem, da boste rekli, da je to državna cesta, da vi nimate vpliva, ker običajno župani rečejo tako, ampak treba je nekako pritiskati. In zakaj pri nas, v Avstriji, se pa dela po noči in se asfaltira hitro, ne? Ljudje tudi pri nas pa čakamo in moramo iti pol ure prej. Jaz na predsedniško soočenje mimo grede v Maribor sem se pelil ob 2, sprejel proti Mariboru, soočenje je bilo v 5 in sem zaradi velike gneče moral iti na vitanje okrog. Skratka, zakaj ne delajo po noči? Vi kot občinar, v bistvu podžupan ste, nikoli ne zahtevate od izvajalcev, ko podpišete pogodbe, delajte tudi po noči, roki in tako naprej. Se strinjam, da bi verjetno tudi to lahko zahtevali. Verjetno so tu zadeve tudi podvržene v skladu z delovno-pravno zakonodajo. Sam tu nisem zdaj tak ekspert, da bi vedel, kakšni ukrepi, ki jih mora delodajalci izvesti, da bo pač neke smene zagotovil. Problem je tudi število delavcev, vsi vemo, da danes je težava z kadrom in tudi v gradbeništvu primanjkuje ljudi, kar pa seveda spet ni izgovor, da torej, občina po vašem mnenju sploh nima nobenega vpliva in lahko samo gleda in čaka. Ima vpliv z sodelovanjem na vseh teh koordinacijah, sestankih in seveda s pritiski na nadzornega inženirja in pa izvajalca. Gospod Kotnik, vi ste na vrsti pri tem krogu vprašanj. Hvala. Kot ste omenili civilno inicijativo, jaz sem bil pobudnik te civilne inicijative za obvoznico. Kar se tiče obvoznice v Dravogradu, je v celostni prometni strategiji, ki je občina naredila v letu 2017, se občina boji tega, da bo postala zgolj tranzitna občina, ki bo prezakotna za gospodarstvo in neprijazna svojim prebivalcem. To se danes dogaja, zaradi tega, ker še danes nismo sposobni v občini stopiti skupaj kot neka, bomo rekel, civilna družba in občina in pa pritiskati na državne organe glede gradnje obvoznic. Sam sem mnenja, ako bo enkrat tretja razvojna os zgrajena do Podgorja pri Slovenj Gradcu, bomo v Dravogradu te obremenitve imeli še bistveno večje, kot imamo danes. Zato smo mi v civilni iniciativi že takrat predlagali, da bi morali obvoznica v Dravogradu delati prioritetno. Se pravi, preda bo tretja razvojna os pripeljana do Slovenj Gradca, bi v Dravogradu morale biti speljane že obvoznice. Seveda smo pri tem, ko smo hoteli sodelovati z občino, naleteli na gluha ušesa, oziroma še več, potikali so nam polena pod noge, da smo pač tisti, ki zaviramo karkoli podobnega. Osnovni namen delovanja civilne iniciative je bil to, da pospešimo gradnjo, zgledovali smo se po nekativi, hočemo cesto in res smo hoteli narediti eno tako super zgodbo, ko mislim, da bi lahko vplivalo konec koncev tudi na te uradnike na državni upravi, da bi to zadevo prioritizirali. Danes se pač soočamo situacijo tako, kot je. Omenili ste tudi gradbišča, ki so se v Dravogradu delali. Sam kot župan prav gotovo ne bi dovolil tega, da se hkrati delata 2 gradbišči na tako prometni cesti, v tako, bom rekel, v taki bližini, in to je prav gotovo vplivalo na to, da so bile take konice, kot ste jih omenjali. Gospa Kemper, vi še niste bili pri tem krogu. Bom poskušala biti kratka in učinkovita. Glede na to, da imamo v Sloveniji kar precej proizvodnih podjetij, ki zaposlujejo večjo število ljudi, tudi Koroška temu primerno ni izjema. Kaj delajo ostala podjetja? Organizirajo skupne prevoze z avtobusi, s kombiji, in mislim, da Koroška je na tem nivoju, da bi si to lahko tudi organizacijsko privoščila. Konkretna rešitev. Druga stvar, obvoznica definitivno ja, ne pa za vsako ceno. Pred 47 leti, to je najstarejši podatek, ki sem ga zasledila, je bila obvoznica predvidena že med Brniško Vežico in Špicdejem po stari železniški progi. Od takrat naprej so padale samo ideje. In te ideje so naredile samo eno stvar. Ljudje so začeli kupovati zemljišča, kjer bo potencialno potekala obvoznica. Predlagam, da tisti,
ki imajo trenutno v lasti zemljišča in potem, ko bodo zrealizirane obvoznice, da to predajo brezplačno občini v upravljanje kot dobro gesto, ker so se okoristili s tovrstnimi informacijami, da bomo vsaj enkrat Koroška za zgled v celi Sloveniji, da poznamo dovolj tovrstnih afer.